Glas bom čisto uničen od 2 koncertov, ampak se bo dal takole blizu. Ja, hvala ti, no, ker si prišel. Z veseljem. Zdaj lahko začneva. Ja. Ti si imel verjetno veliko intervjujev v življenju. Verjetno ti je to malo tečno. Ne, odvisno od s kom se pogovarjam. Se to tako kot pogovor ob mizi z nekom, ki si povabljen v družbo, je lahko zelo tečno, če ni krval, ne. Ja. Sem se prav z leti, alergičen sem ratu na vse stvari v življenju, ki nimajo krvi v sebi, ki so sive, ki so brezbarvne, brez okusa. Raj sedim z enim primitivcem, prostaškim, ki mi v bistvu gre malo na živce, ne. Ampak raj s takmu sedim, ki z enemu, ki je popolni praznjak, ne. Ja. Tiste pa je sesaj do konca, ne. Se pravi, bolj ceniš te globje, ekstremne življenjske izkušnje. Intenzivne. Intenzivnost iščem cel življenje, non-stop. In to je tudi breme, a ne. Se tako živeti je naporen, ne. In tudi si ranjen velikrat za to. Ampak kakšen pa je človek, ki na smrtni posli leži brez ene brazgotine, ali na duši, ali pa na telesu. Kaj pa je on, zakaj pa bil tukaj? To ti je verjetno pomagalo pri uspehu, ne? Ta iskanje ekstremnosti, ne? Ker ti si, mogoče en najbolj znanih Slovencev, bi rekel. A se tretiraš sebe tako? Jaz mislim, da je to kar objektivno res. Meni mediji to govorijo, da to tako je. Verjetno mogoče je, ja. A s to stopnjo slave nisi imel nikoli problema? Ti je to zelo pisano dušo, ekstrem v bistvu, prepoznavnost? Veš kaj, meni gre blazno na živce, kadar uspešni ali pa znani ljudje začnejo jamrati. In zdaj je to tako modern si obleči obleko žrtve, kakršne koli. Da boste malo videli. Ne, da te si. Ja, tako je modern to žrtvo nositi. In tako radi znani in uspešni ljudje začnejo reči, ja, jaz imam iste probleme kot drugi, jaz sem tudi samo človek. In začne jamrati, zakaj bi jaz jamral? Seveda, če si slavn, pa te slikajo, pa se greš skopat, pa nimaš miru, pa te žen tam, ne, pa te ustav, pa te ta ustav. Ampak to res niso problemi. Ljudje so na cevkah v bolnicah. Ljudje z meseca v mesec nimajo za plačati, da bo preživeli. In zdaj bom jaz govoril, koliko je grozen, ker nekam pridem, pa me 10 ljudi ustav. Mislim, ni grozen. Ne. Ja, verjetno odvisno, kako človek to tretira, ne, situacijo. Ker imamo ogromno teh mladih, slavnih, ki prehitro ratajo slavni, ne znajo to procesirati, zgleda, ne, in ima zelo temačno obdobje. Uspeh in talent je dirkalni konj. In če prej nisi jahal slička, ponija, delovnega konja, te bo ta konj vrgel iz hrbta, ne. Tako je. Se pravi, prehiter se zgodi. In če je prevelik talent, če je ekstremen talent, ki ima že tak talent, jaz ga nimam, ki ima že tak talent, da samo prideš in si razbil, ne. In ni bilo tukaj na tej poti nobene discipline, nobene velike odgovornosti do tega uspeha. Se je pač zgodil, ker si tak talent, ne. Tam so problemi, ne. Ker življenje je, jaz mislim, da je disciplina zelo pomembna v življenju. Disciplina in odgovornost. In da brez teh 2 stvari enostavno ne moreš v sebi razviti spoštovanja. Spoštovanje je pa največja stvar zame, med ljudmi. In če ti teh 2 faz ni zdal čez, ene discipline in odgovornosti, ne moreš imeti spoštovanja, ni šans. In zdaj živimo v tem, in to se zdaj zelo dobro kaže, kakšne so posledice permisivne vzgoje, tega ujčkanja, pretiranega spraševanja, a boš cedevito limono, a boš pomarančo,
A bi raj grejpfrut, ja ne vem, mami, ne vem. Ja, pa kaj pa če cedevito boš, no. Okay. Ta malo ne more odgovornosti prevzeti za svojo izbero, ne? Tukaj se začne, ne. Ja, res je, to se mi zdi, da imaš prav. In potem se pojavlja ta predimenzionirana samozavest na steroidih in ker ta človek na steroidih pride v življenju do enega ugledala, ki mu nekdo postavi, koliko si pa ti res vreden, ne? Ali pa do zidu, je pa jok, pa vsi so krivi, pa okolica ne razume, pa krivica se dogaja. Ne? Se to je tako, kot če bodybuilder vas nabit vzame delovski kramp tamle od delavca z ceste, ne? Me zanima, če ga 10 minut lahko vihtine. Mislim, da bo umrl, ne. Druga moč, mislim, druge mišice. Ja. A imaš dostikrat stik z mladimi? Dost. Pa veš, kaj me zanima, te mladi, ki imajo velike apetite glede uspeha, pa bi mogoče radi bili pevci. Ja. Če lahko malo to pokomentirava, ker to me ful zanima v povezavi s tem, kar si prej rekel. Ne? Ker na sceni si že veliko časa in verjetno si videl vsaj 2 generaciji. Več, 30 let sem jaz. 30 let, ja. Ampak recimo, kaj se je recimo spremenil pri mladih, ki imajo željo po uspehu v pevski karieri? Takoj zdaj bi, ok. In ne čez zajebano pot. Zanj sem bil z eno mlado punco izjemno talentirano, so mi jo pripeljali hmiz, da poje in da piše besedila. Lepa punca, talentirana vse. Jaz sicer takrat še nisem vedel. In je bil že ta prvi nastop, kle v Sloveniji. To je brez veze, ne. Pa se rekel, pa imaš že kakšen hit v Sloveniji, ne. Ja, ne, ni, ampak to je premehno za njo. No, in potem se rekel, no, daj mi besedil en povej, ne. In potem se vidi, na pamet ga ni znala, ne. Že to je narobe. Moraš na pamet znati svoj besedil. Ne v telefon, pa. Ne. No, in potem mi bere po telefonu, mi da telefon, jaz berem in prva kitica, super, res super otvoritev. V drugi pa neki meni zelo narobe, recimo, ne. In ji povem, lej, tole pa ni najboljš, ne. In ona mi reče, ne, meni je to super. Sem rekel, dober. A ti misliš, da več veš, kaj jaz vem o tem? Ja, ne. Sem rekel, no, pa dajva še enkrat zdaj začeti, no. Sem rekel, se meni je vse, bej tako. Ampak pa sem pa malo govoril o življenju, kako sem jaz. Potem sem bil že 3-krat prvak in v klasični kitari v Jugoslaviji. In potem štipendist v Ameriki. In vse, skratka, veliko razlogov, da bi že prišel kot en petelinček pri 19 poln sebe nekam, ne? In kako mi ni bilo izpod časti 400 osnovnih šol narediti v 2 letih, takrat sem vstal v 5 zjutraj, 100 mark sem zaslužil v vsaki šoli in šel po celi Sloveniji in to je bilo zelo naporno, zajebano. In sem to malo pot razlagal in ona mi reče, jaz pa to ne bom delal, jaz sem pa predobra. To je pa krasno. Kje pa misliš, da je to dobila, to samozavest? Mogoče je cel življenje poslušala, ti si najboljša, ti si toliko talentirana, karkoli je naredila v življenju, je bilo mogoče najboljš na svetu. Ne? Pa realnost pride, ne? Ko nekdo te... Pa je pa revolt, po drugi strani pa velika ne samozavest. Tako je bilo, tako da bi tuž bil mrzel, vroč. Iz totalne prepotentnosti do popolnoma nesigurna punčka, ne. Pa pol prepotentna spet, ne. Hecen je to, ampak žal mi je, ker je recimo, ta punca je talentirana in super, ne bom zdaj tudi v imenu, ki ni prav. Ampak me zelo skrbi, da ne bo speljala te poti do tja, ki bi jo lahko, ne. Kako si pa ti to, recimo, če si imel uspehe, ne, v življenju, ker zdaj ful poudarjaš pomembnost ponižnosti pa skromnosti? Samo ponižnost mi ni vredna beseda. Mislim, da je to beseda, zaradi katere Slovenci nismo najboljši na svetu, ki bi bili lahko. Ker poleg spoštovanja imamo besedo ponižnost na mest ponos. Ti si lahko ponosen, ampak zelo spoštljiv.
Bi pa rekel, da je pomembna samokritičnost. Jaz nikoli nisem zadovoljen s tem, kar naredim. In recimo mi smo naredili par let nazaj rekord Stožic, je prišel župan čestitati, to je vseh časov rekord, v številu publik. Ja. In namesto, da bi jaz bil poln sebe še 14 dni, sem se že naslednji dan sekiral, ker sem naredil 5 napak, ki jih res ne bi bilo treba narediti. Pa jih verjetno noben ni niti opazil. In sem samo na tem delu, da teh napak ni več in si nisem dovolil to medaljo nositi mal naduvan okol, ne. Pa ta veselje bi bil fajn, ne, pa si ga nisem dovolil. Kar ni v redu, to bi se moral naučiti. Mogoče bi pol zgubil to težnjo po izboljševanju, ne? Verjetno je to pogoj za razvoj, da se stalno samo izprašuješ, da stalno hočeš biti boljš, da iščeš, kaj lahko boljš. Malo je to mazohizem po svoje lahko to te. Koliko te pa trpinči ta stvar, recimo perfekcionizem v življenju? Ja, seveda me, v vseh stvareh, tudi v odnosih. Sej človek je tak, ki je v paketu. Se ne moreš biti perfekcionist v svoji muski, v odnosu pa čist nek drug človek. Ne. Jaz mislim, da se neke prelivajo. Ja, lahko te nekaj malo manj zanima, pa ne daš toliko pozornosti. Ne. Ampak posod nekako pričakuješ. Napaka moja je, da jaz toliko intenzivno dajem, ali dajem ljubezen, ali prijateljstvo, ali na odru ljudem, da kar pričakujem, da moram nazaj isto jaz dobiti od vseh teh ljudi. Ne govorim zdaj od publike, no tudi od publike, ampak govorim tudi o osebnih odnosih. In pol, mogoče sem takoj razočaran, če to ni tako na maks, ne. Ja, tako da to je malo breme, ne. Se pravi, ti daš tok, potem pa pričakuješ isto mero nazaj. Tako, ja, da bo nazaj isto. Ne. To je napaka. Ne. Ampak kaj če se? Ja. Pri 50-ih se ne bo to spremenilo. Ja. Ta ustvarjalni proces je meni zanimiv vedno pri ustvarjalcih, ki sploh dolg časa to že delate. Kaj bi me zanimalo specifično, ne? Kako se je ta tvoj ustvarjalni proces transformiral čez leta? Ne? Recimo, lahko se osredotočil samo na pisanje pesmi. Ne? Ja. Kako je bilo na začetku, a je bilo težje, je bilo lažje? Napram zdaj. Lažje je bilo, bil sem dosti slabši, ampak imel sem pa mogoče neko tako naivno prvinskost, fugiram za vse gledalce, da ne mislijo, da je narobe. Vse je narobe. Stole je izven kadra, tako da to je dobro. Ker je velika odvisnost. No, nisem se obremenjeval in je bila mogoče moja ostrina večja, ampak to je v vseh stvareh z leti. Si pač malo modrejši, malo bolj doziraš z energijo, tam, ki veš, da je to pomemben. In takrat kot mlad fant, 18-leten sem začel in sem grozne stvari, tudi prve izdelki so bili zelo za nič, zelo za nič in mi je naroden in vsi tisti, ki me sovražijo ali pa me ne marajo ali pa jim grem na živce, nekako že tokrat tega istega džolja potegnejo moje prve komade in se smejijo, ne. A to je objavljen, kaj je bilo? Ja, seveda, se so gor. Ampak pa jaz to gledam vse tistega Jana 18-letnega, 19, ampak bil je pa ogenj, bilo je krval, vice, da verjamem maksimalno, tudi če verjamem v neumnost, ne. In v tistem času je bilo tako, ne, zdaj 19-leten fant, zakaj hoče zdaj v ta ringel špiljati, ne. Ja, zato, da v puncam všeča, ne, zato, da bo mal frajer, ne. Razumem. In tako to je, in kdor govori, da ni, jaz mislim, da laže. Ampak za moški spol govoriva. Ja, seveda. Ja. In takrat se zgodi napaka, nezrelostna ta, da ti privzemaš forme in pozabiš pogledati svojo vsebino.
vedno pa mora vsebina narekovati formo. A ne? Ampak to je pa danes rato akuten problem vseh ljudi, odkar so družbena omrežja. Vsi sam prevzemajo forme. Ljudje se sprašujejo prej, kaj je target group, kaj pa je tvoja pesem. Jaz še danes ne razmišljam o target groupu. Kaj je to target group? Ne? Se pravi, vse se že prej pomisli, vse se korporativno razmisli, preden se nekaj da ven. In to je tudi danes največji problem korporacij. To sem jaz govorim že 10 let mojim frendom, ki so biznismeni. Korporacija je res najboljši aparat, najbolj izbrušen diamant v smislu funkcionalnosti. Učinkovitosti. Ne? Ampak, ko pa ti eno idejo narediš 10 researchov, 100,000 ljudi da mnenje, vsakič znova, je tako, kot da bi en oster nož 100,000krat ob en kamen podrgnil in na koncu ne bo več oster. Ni več oster. In to je problem korporacij. Oni so na vsebini postali šibki, ker so taki ziherašni. Manj srca, ne? Več je uma. Vse mora biti, da čim damage control, da se nekaj nov slab zgodil, noben ne da res po domač jajca na mizo. Pak, takole je, ne. In kaj je zdaj pol to? Pa imamo tudi take avte, ki jih vidimo na cest. Ker ni več, da bo komu všeč, ampak je sam, da nov koga zmotil. In isto je tudi v muziki. Radijske postaje danes vrtijo, v Sloveniji je bila zdaj obsesija, zdaj malo to popušča po 15 letih, 10. Jan, mi vrtimo tako muziko, da nobenega ne zmoti. Se pravi, mi se stalno ukvarjamo z nekim šumom. Mi se ukvarjamo s tapetom, kje je pa umetniška slika, zaradi katere bom me stresel, zaradi katere mi v solza prišla. Tapeta je že okej, lahko je super kvalitetna, lahko nama da tudi nek feeling, nek občutek, vzdušje, ampak nikdar pa ne boš ti solze spustil zaradi tapete. Ne? In isto se dogaja z muziko, isto se dogaja z avti. Jaz gledam moderne avte. Kje je zdaj un avto, ki je prišel frajer, ga je narisal, ga dal na mizo, 3 so se usedli, gazda, šef proizvodne, cak, to je to. Ne? Ne, pa bo vprašal, pa una grupa, fokus na skupino, fokus na una, kaj bo ta, konc. Kolikrat si se pa mogel ti tako opreti temu, da je... Jaz nikoli nisem te igre igral. Nisi igral te igre, se pravi, si se vedno postavil mejo. Ne, riskiral sem. In sem dobil po glavu 100krat. In sem vsi stalno govorijo, Jan, se karkoli da Jan ven je hit, delč od tega. Vsaka 4., 5. pesem sem jo dal ven, je hit, pa še to je, hvala bogec, ne. Ja. Ne? Zato, ker srečune, ki so neuspehi, ljudje pozabijo, ne. In se zajebeš, ne, verjameš, neki, tole bo pa wow, daš ven, pak, nič ne. Kakšen je pa občutek takrat? Grozen. Jaz sem enkrat rekel predsedniku, pred volitvami je bil, pa je bil malo nervozen, sva kavo pila, sem rekel, ti se zdajle treseš enkrat na 5 let, jaz se tresem 30krat na leto, vsak koncert, vsak komad, ki ga dam ven. Pa moje volitve celo niso zastonj, je treba karto kupiti. Ampak kako pol, mislim, če imaš konstantno ta stres, pa konstanten strah, ne? Kako to živeti, ne? Ker... Ja, neizprostno je, malo tudi na živčevje vpliva, pa na avtonomno živčevje malo pleše po svoje. Tako je. Kako pa to regulirati? Tako, da sprejmeš in ne narediš panike iz tega. Pridejo pa zelo naporni trenutki, ne? Ker to je bilo toliko stresov, ti imaš, ne vem, pred temi rekordnimi stožicami prve, ki sem jih delal, ne? Katerega leta je to bilo? Je bilo 18. Pred korono, ne? Ježivja, ljubček. Ježivja. On pride malo takole pozdraviti. Koliko si ti lep. Ja. Pred prvim stožicam sem en dan prej izgubil glas. Ampak 0.
In sem vzel medrol, kortikosteroid, ki je zelo škodljiv, seveda, ne. In prosil gor bogca, da mi glas. A si ti predstavljaš, kakšen je to stres, da ke zjutraj, ke še ostaneš, če si sploh zaspal, ne, tam bo 12,000 ljudi, Aha, zvečer je to, ne? televizija snema, 12 ur časa. Pop TV je snemal, kakšen je to, ti moraš biti tam top, noben ga ne zanima to. In to ni enkrat, zdaj sem povedal ekstrema, ne. Kolikrat smo z 38 vročine pel, pa vse enkrat bo telešček potrkal, rekel, se spomniš, kaj si mi delal? Ja, zanimivo to, mislim. No, in ko imaš ti to non-stop, Ja. potem, se veš, avtonomno živčevje funkcionira tako, zgodovinsko, in to je bilo na 100,000 let, je pač, ker je prišel lev, se je aktiviral, ker moraš biti maksimalen in steči in zbežati in biti v bojni, vse moraš biti top, ne? In je telo to dal vate, ne? No, zdaj pa ti imaš to Enkrat na teden. 30, ja, enkrat na teden, recimo. Ne? In zdaj telešček Boge reče, čakaj, ti mene zajebavaš? Kdaj zdaj jaz moram to spustiti, ne? To se dogaja, no. A misliš, da ti to ful dejansko zdravstveno škoduje? Seveda In da se bo škoduje. kmal ne boš zmogel več? Pa ne, pa se jaz se skušam, jaz se gibam, pa tako, moram biti v kondiciji, tudi se veš, 2 ure 10, 2 ure 20 na odru, biti na polno, intenziven in zraven še 5 in ne biti zadihan, moraš imeti aerobno kondicijo, ne. Ne moraš to kar tako, ne. In kaj delaš z vidika? Hitro hojo. Hitro hojo. Ja, to mi je najboljše. A to vsak dan, a lahko malo poveš tvojo rutino? No, to je kakor včasih sem len, zdaj se mi neč ne da. Ampak načeloma, ne vem, 2-krat na teden to naredim, da se fajn prešvicam, da res se pregonem. Pa vsake to mi je največja muka, nekaj potelovaditi, neke skletce, neki danilih. A to imaš trenerja, kakšen? Ne, kakšnega trenerja. Še ungam bolj poslušal, pa se pogovarjal o njegovih problemih. Jaz imam trenerko, ampak sva tiho, ne. Je fokus samo na izvajanju vaj, ne, in je v bistvu prazen, ne. Ja, ampak nekdo je tam zraven, ne. Ja, jaz to rabim. In moraš se zmeniti in moraš tisto uro biti tam. Tako. Ampak glih to meni pomaga, ker drugače jaz ne bi se naslikal tam, ne. Ja. Ker se poznam, ne, jaz moram biti do nekoga odgovoren, ne. Nažalost. Jaz včasih na tehtnico stopam, pa vidim, da je preveč, pa se zbrcam, pa te podosti, ja, ne. Kaj pa ti prvi nastopi, ki so bili večji? Kakšen je bil feeling, ne, ki si stopil gor, pa recimo pojejo nekaj, kar si ti napisal, ne? Moja pot je bila toliko dolga do teh prvih uspehov in toliko neuspešna, od tega, da so me žvižgali, do tega, da sem flaše so mi metali gor, do tega, da sem prihajal v diskoteke, so bile še takrat, ne. V diskoteke pa je bilo noč 17 ljudi, recimo, ne. Tu si imel nastope, organizirane v diskoteki? Seveda, in je bila pošijona čista, ne. Pa si imel komade z njih? Ja, ampak to je bilo, se sem tudi jaz to gural, to smo na silo furali, dejmo, ne, in to je bilo mnogo let neuspešno. Tako da ta pot je bila toliko dolga, potem si jaz moral, pa sem rekel, zdaj ne moram več sam biti klele, ker en bošček, pa nekaj na matrice 5, pa s kitaro, zdaj rabim band. In pol jaz seveda nisem imel te cene in sem jaz za 100 igro, da sem band plačal, kakšen let 2, ne. In to so bile vse vukojebine možne, ki obstajajo, ne. Od tega, da smo imeli v garderobi, smo na gajbah od krompirja se preoblačili, med kuhnam ole, vse je smrdel. Takrat je tudi kadilše v lokalih, to sprašil domov tako. Ja. Prav meni je bilo to kar zabavno. No, in je toliko časa trajalo, da ker so se zgodile prve večje stvari, enostavno ni bil to šamar zame. To je bilo postopoma. To je bilo vsaka štenga 5-krat prehojena,
da me ni ruknil. In zato sem prišel do spoznanja, pravzaprav, da to velikokrat rečem mladim, postavite si sanje, za katere ste skoraj 100%, da jih ne boste nikoli ujeli v življenju. Res, take najbolj nedosegljive. Zato, ker enkrat vidiš, da v nečem sanjaš in po dolgem garanju in vseh jebadah to ujameš, se nič ne zgodi, ne. A se tebi to zgodilo? Ja. Kaj pa so bile tvoje sanje? Pa kaj? Da bom delal prve križanke, recimo, zdaj bom delal križanke, ne vem, kjer so 8, 9. Ja. In se je to zgodilo, to so bile moje sanje, in da bo ljudje peli, in sem bil seveda presrečen. Ampak ni bilo to tako, da sem jaz zdaj iz tukaj stopil 5 metrov gor, ne, to je bilo, prej je bilo malo manj, pa včasa, ne. Tako da zdaj si pa dajem najkrajše naloge. Napiš dobro pesem, napiš dobro besedil. In se s temi malimi srečami polnim. In je po moje to bolj normalno in bolj zdrav. Sprav en korak naenkrat, ne toliko uma imeti v prihodnosti. Pa se došče imamo mi dva lep pogovor, pa mi jaz sem tukaj le šel, recimo, pa mi bo lepo, ne? Pa je že to razlog. Biti dobre volje, ne? Ni treba iti na Mars, pa rakete, pa ne mislim zdaj na Maska, ampak tako govorim, ne? Ampak se mi zdi, da je to malo dvorezen meč, ne? Ker ti si svoje uspehe naredil zaradi tega, ker si se to gnal. Seveda, se še. No, ampak zdaj si ti uspel to preklopiti, pa reči, zdaj pa ne bom imel več teh dolgoročnih ciljev, ampak en komad naenkrat. Ja, ampak zdaj imam pa ta problem, da mogoče sem malo premalo ambiciozen. Ja. Kaj pa je neka ideja nekega novega cilja za tebe lahko bila? A ne, se mi velikokrat rečejo, kaj lahko zdaj ti? Jaz sem vse dvorane v Sloveniji naredil verjetno 5-krat, 6-krat. Ene večkrat tudi iste, ne. Vse smo napolnili, vse je bilo razprodano, ne vem koliko turnej. In zdaj rečejo, kaj pa lahko ti šteješ? Ja, lahko sem še boljši, ne? Lahko boljš pojem, lahko napišem boljš besedil, ne? Tukaj se jaz skušam dokazovati, ne? Sam osebno, recimo. Ja, se to, ker imaš občutek nekega napredka, je okej, ne? Ja. Ker izgubiš več to, ker je stagnacija, to po moje boli človeka, ne? Da se ne premikaš v življenju, ne? Ja, jaz mislim, da če si inteligenten in samokritičen, skoraj ne more biti, da se ne bi razvijal. Ne razvijajo se ljudje, ki mislijo, da so bogovi, da so supermeni, te se pač ne razvijajo, ne? Izguba pozicije čist prvinsko, ne, ker vsak moški potihoma želi biti pavijan na prvi veji, ne. Ta zna po moje zaboleti, ne. Pa je zelo brezvezna. Vsak intelektualec bo rekel, to je pa tako prazen, ne. Je to res važen? Je važen. Ker je to čist prvinski šus, ki ga imamo not in se ga ne zavedamo, ampak je tam not, ne. In to tudi poganja naprej, ne. Čeprav je se na koncu, če si cinik rečeš, se itak vse brez veze. Zemlja se vmaj stresla, pa nov Putina, pa nov Bidena, pa nov tebe, mene nobenega. Nima veze, kaj si ti naredil. Ne. Se pravi, vse to pol bullshit, kar smo naredili, ne. In tudi je po svoje, kaj pa je, ne. Kaj pa je to proti naravne. Ampak če tako razmišljaš, pol pa res ne bože se vseješ po drevo, pa boljš mal, pa ti vse, ne. Vse ni to naredijo, ne. Ja. Jaz mislim, da ta pulfer moraš imeti, da se ženeš od rojstva do smrti, ker je to naravno. Jaz imam srnce v Strunjanu, ki se pasejo, pa so me zelo navajene. Pa verjem, da še zdaj trznejo, one so na gardo, ne. Nikdar ni penzije tam. Ja. Srnci ni penzije. Sam mi smo si izmislili penzijo, ne. In ponavadi žal ljudje, tudi moj pokojni oče, ki je šel v penzijo, je popolnoma izbolel in vse narobe, ker je izgubil funkcijo frajerja, pilota, Jacka, ne. Ampak si je to dovolil, ne, ker lahko bi še vozil, ne.
In zato jaz mislim, da je borba do konca. Ne? Kaj pa vem, se jaz ne bom nič odkril. Jaz se držim bolj kmečke pameti. A bi te ful zabolel, če bi izgubil vse to, kar imaš z vidika Pozicijo. prepoznavnosti, Pozicijo, pesmi, ja. vse to. Ja, bi me zabolel. Ja. Si vezan na to. Ne, ampak to, lej, se hočemo eno moč imeti, se boš ti pogledal števc najnega pogovora, koliko je zrastel. In zdaj, če bo slabo, boš rekel, zdaj, Jan, zdaj lahko sebe upravičuješ, pa rečeš, Jan je itak brezvezen gost, ne? Lahko pa rečeš, mogoče pa z mano kaj narobe, ne? Ne? Ampak ti boš šel števc pogledati, ker hočeš, ker če bo dober števc pokazal, veliko številko, bo to tebi dal občutek ene moči lastne, ne? Ne bi, mislim, ta projekt, ne, ki ga jaz ustvarjam, sem se že na začetku odločil, da bi ga malo ločil od svojih ambicij, ki so zelo močne v poslu, recimo bile, ne, zelo se ženem v življenju. Kaj sem pa rekel, a lahko naredim nekak eksperiment, kjer imam projekt, ki nima ciljev, ki nima namenov onkraj tega pogovora. Ne. Se pravi to, da bo pol to objavljen, sam izgovor, da se midva zdaj pogovarjava. Ne. Ja, ampak jaz ti pa vprost, nič slabega ne mislim. Pol pa ne rabim mikrofonov, pa kamer. Ampak ti ne bi prišel. Pa se midva sama pogovarjava. Ti ne bi prišel. Zakaj ne bi prišel? Jaz se z ljudmi pogovarjam. Jaz sem zelo odprt človek. No, nisem mislil tebe. Srečam kakšne popolne tujce, pa nek vibe se zgodi, pa če je pristop normalen, da ni neki brez veze, ne. Mene to zintrigira, mene to super, ne. Torej, jaz sem nek posameznik in random na Instagramu ti napišem, a prideš 2 uri k meni na pogovor. Ja, jaz dvomim, da bi se ti odzval, ker tega je verjetno preveč. Ne. Ampak če bi se pa srečali ne, v živo, v enem kafiču, pa bi ti imel eno energijo, dal bi roko, že kako človek roko da, že kako, in bi jaz začutil, dober model je, ne, vse se už kaj spil, ne, pa je debata, ne. Fair point. Mogoče nisem mislil tebe, ampak se razumeš moj point. Mnogo ljudi jaz ne bi mogel imeti dostopa kar tako, ne. Recimo, vem, da to ljudem pomeni, da ima to nek namen, da bo to objavljen. Lahko so to čist PR vidiki, lahko so to... Ne, pa se nič narobe. Eni ljudje bojo uživali, mogoče jim bo fajn, se jo zabavali. In je to super. In je to super. Dokler mi ljudem nekaj lepega naredimo, je vse v redu. Dokler ti ljudem ne škodiš, ne greš čez trupla, ne nagajaš. Je to vse super. Jaz samo o tem govorim, kako ta moment potrditve je, pa ni treba, da je alfa samc, lahko je beta samc, pa je timski player, se pravi, ni solist, ni šef, pa tudi njega je lepo pogledati, pa reče nekdo v timu, ti pa tole danes. Ta feedback iz okolice, da rabimo to, no. Pa ne samo moški, tudi ženske to rabijo. Mogoče je pri nas malo bolj ta potreba, ta neka moč, pri ženski pa kako je ona smart, kako je sposoben to naredila, kako je lepa, vse, ne. Malo drugač se mi zdi dinamika, ne. Pa čisto vsi to rabimo, Bog moj. In premaj se hvalimo in premaj se veselimo za srečo drugih in za uspehe drugih. Kaj je tako lepo enemu biti vesel za enega, ne? Kako si pa, veš, kaj bi me zanimalo, kakšne zgodbice iz nastopov? Ampak tako, moj življenje pa tak rock'n'roll. Moj menedžer je Aleš Uranje, ki je ustanovni član Šankroko in top menedžer slovenski. Je delal z vsemi bendi, od rockerjev do vse. In vedno reče, no, z vsemi sem delal, ampak največji rock'n'roll je pa Jan Plestenjak. In to je v prevodu pomeni kaj? Kaj pomeni rock'n'roll za mlajšo generacijo? To pomeni, da pizdarija. Ja, to pomeni, da že, ne vem, greš na tonsko, da že s kombijom, včasih smo se vozili, zdaj gremo z 2 avti, pa je kombi.
da je že v kombiju bila cela pizderija, zdaj bancija, dretje, na pumpah se ustavljati, po je bila tonska proba, po je bila večerja, se je tam spil, je šlo na polno, ne vem, si narediš iz majic turbane za mizo in uponašaš kure, po greš na oder, daš vse na polno in po koncertu je neka, ne vem, narediš organizator žur, povab, ne vem, koliko ljudi in je gre do 6, 7 do konca, vse do konca. Ne. Totalno razdajanje do konca vsem. A ne? Jaz imam to srečo, da nisem nikoli drog jemal, zato ker sem bil kot otrok epileptik in to je sreča v nesreči zame, ker v tem poslu, ko ti priješ enkrat čisi izčrpan in imaš dol 3000 ljudi, ki jih je treba dvigati in si že preden si stopil gor, nula, bi verjetno se kaj takega zgodil, da bi se probal dvigati z nečem. Ne? In jaz iz strahu tega nikoli nisem probal in to je zame mogoče največja sreča v nesreči. Koliko je pa tega v teh krogih estrade slovenske? Po mojem niti nisem v estradi, vse mularija, pa vsi, pa odvetniki, pa zdravniki, pa vse po mojem. Verjetno klej misliš kokain. Ja, verjetno. Večinoma, ja. Ne, ker nisem nikoli v tej estradi bil, a ne, in pa me zanima tako, a je to res tako, kar se govori? Govori se, kaj zame vse govorijo. No. Prav to je hecen zame, jaz se samo smejim, Jani pa sigurno šmrkam. Jaz po življenju nisem probal zaradi tega, ko je strah. Ne. Kje pa se to govori? Marsikaj govorijo. Ne vem, povej mi. Mislim, to govorijo, se veš, to je rekla kazala, se živo. Meni je to vse tako smešen in brez veze. V bistvu me zabava. Kaj pa so bile kakšne najbolj take neresnice? Ogromen. A veš, da jih ne bom niti pogreval, ne bom jih niti pogreval, zato ker me najhujše me prizadenejo. In jih podoživim in ne rabim tega. A ja, te je prav prizadel? Ja, marsikaj me je prizadel. Ampak, se pravim, niti nočem to, ker je tako, kot da bi eno grdo energijo prinesel. Lahko pojem eno lažjo stvar, ki me ni prizadela toliko, ampak je krivična, ne vem. Avto dam na servis, serviser ga pripelje in parkira na invalida, ki jaz nikoli, sred ceste bom prej pustil avto. In nekdo slika in napiše, Jan Plestenjak je parkiral na invalida, kakšen kretenje. Ne? In kaj naj zdaj jaz naredim? Mislim, da nič ne moreš. Nič ne moreš. Tudi če jaz zdaj unga za ušesa privlečem, pa rečem, povej, da si ti parkiral in kaj bo pol. Nič ne bo. Ne bo zanimiva novica. Ne. Ja. No, take stvari so. Ali pa, recimo, enak me je zelo prizadela, ne. Prve križanke, prgarane, mlad fant, 28 let, 27, koliko sem bil. In drug dan naslovka časopisa, mama Jana Plestenjaka kupila karte, da so križanke polne in jih podarila prijateljcem. Mislim, a to so čisto se zmislili? Čista. Aha, čist. Veš, kaj je to za enega mladega fanta, ki se toliko bori, da bi se potrdil in dobi tak šamar, recimo. Ne. To moraš biti bek, da greš čez to. Ne. Bek. Ampak časoma se verjetno utrdiš, ne? Ne. Ne? Ne. Jaz sem še bolj občutljiv zdaj. Na vsak nespoštovanje sem alergičen. Bolj kot prej? Ja. Kako pa to? Ker ne trpim, toliko sem se nagaral na tej poti in toliko je bilo nespoštovan in žaljen in vsega, da enostavno, če začutim malo nespoštovanja, sam rečem adijo, vozi. Toleranca je nula. Lahko tudi novinar.
Mene je že nespoštovanje, če me novinar vpraša na intervjuju, koliko albumov ste posneli. To je nespoštovanje, ti se nisi pripravil. Tudi ko jaz prijem na oder, pa rečem, ljudje so dol. Kako že gre iz pekla do raja, a vi veste, mogoče bi sedel. Mislim. Ja, razumem, ja. Ignoranca, ne? Resno se zdaj že težim s tem, ampak spoštovanje je toliko pomembna stvar. Toliko pomembna. Kaj pa ta odnos, ki ga imaš z novinarji? Ne? Se pravi, to so zdaj malo negativne aspekte govorila. Verjetno obstaja tudi fajn, ne? Ker si PR dobiš, a ne? A ja, zakaj delamo to? Ne, ti pa novinari, ne? To so negativni aspekti, obstajajo pa tudi pozitivni, ne? No, mislim, se rabimo en drugega, ne? Tako, ja. Tako. Je to jasno. Drugega rabimo. In tudi jaz sem delčil tega, da bi hotel dati nek politično korekten, dolgočasen intervju in tudi vejo, ker jaz pridem, da bo sok, ne? In jaz se tudi zavedam, najprej tak sem, ampak tudi zavedam se tega, da jaz to moram dati mediju. Kaj sem prišel tja, se smečkati, pa v vremenu govoriti. Mislim. Koliko ti je pa fajn te osebne stvari deliti? Jaz nimam nobenih skrivnosti. Sam do te mere, da koga drugega zdaj ne vem. Kako sem prej v Unipunci govoril, jaz zdaj ne bom njen ime povedal. Pa se ni relevantno. Ja, ne, ker se mi ne zdi to ok, a ne. Ampak kar se pa mene tiče, pa sploh ni skrivnosti. Jaz imam prijatelje, ki so tudi psihiatri in mi govorijo, Jan, ti moraš imeti skrivnosti. Ti preveč vse si odprt. Sem rekel, zakaj? Ja, pa si ranljiv, ne. Sem rekel, ja, se to hočem. Kaj pa bomo? 3 kondome čez dušo, kaj bomo? Ne. Se sem ranljiv tudi na odru. Kakšen bi pa bil koncert, če jaz nisem ranljiv na odru? Kaj pa to je? Neka instant sranja neko. Prazno, ja. Ja. Kako pa dejtati, recimo? Veš kaj, ka mene nekako tako kar v bistvu ta vprašanja mi prihajajo. Recimo na tej stopni slave, ne? Kako se Slovenko sploh dejtati, ne? Kako imeti partnerstvo, ker ne veš, zakaj je ona s tabo? Ne, ta vprašanje si nikoli ne zastavim. Ker tudi, če je za to z mano, ker sem jaz malo slaven, pa uspešen ali pa... Ti je okej to. To sem jaz. Se ne igram dvojne igre. Se nisem jaz na odru en Jan, kle sem pa drug. Pa tamle, ko bomo šli na burek, sem pa tret. Isti človek. Vse v končni fazi. A ni kompliment, če se je ona malo zaljubila tudi v kakšno mojo pesem, pa v to, kar delam, pa v moj nastop na odru. Se to sem jaz, to je toliko velik del mene. Meni je hujš, če bi rekla, veš, ti si meni tako super človek. Tak srce imaš, res, pa smarci, pa vse, pa privlačen si mi. Meni to, kar ti delaš, sicer ni fajn, je brez veze, pa ti pa topne. Ne, to se strinjam, da nobenemu ne bi bilo fajn, ne? Ja, ker bi en del tebe zanemarila, ne? A ne? Ampak veš kaj bolj mislim, ne? Da ona v bistvu, a pa če tako rečem, ne? Ti in ona, ne? A si kdaj začutil, da je mogoče iz njene strani bilo kaj za sebe v tem smislu, a ne? A veš, to mogoče bolj relevantno v tujini, a ne? Če si recimo... za preračunljivo? Ja, veš, jaz recimo sem neka starleta in zdaj jaz hočem malo biti v časopisih, ne? Pa ni treba niti, da je starleta, pa je lahko ta želja. No, samo ta želja je. Meni je glavni problem mogoče iz mojih izkušenj ta, da ko prideš na večerjo in imaš prvi dejt, je velikrat ta oseba nasprot se začne čisto drugače vesti, kad je v resnici. Ali pa nek nastop v smislu, da noš ti mislil, da si prevelik frajer.
ker sploh jaz nimam s tem problema, niti ni moj nastop tak, ampak že v štartu, da noš ti mislil, ne, nek tak razumem. odnos, ne. Kaj pa kontra, če je občudovanje? Tudi se zgodi, občudovanje vsakmu godno. No, vem, da ti god, ampak... Pa vsakmu godno. Jaz ne vem, zakaj mi se toliko bežimo od tega. Pa tudi zdaj je treba priznati, midva sva kle na kameri in sva se potrudila, da kakor toliko zgledava. Verjetno je to tudi malo narcisoizma. Mal, ne bolestno. Glih prav. In tudi gremo, in ti imaš neko trenerko, si rekel, ja, hočeš mal neki, ne? Kaj zdaj se blažemo, da to zdaj ni važen? Je. In gremo na oder in kako boš ti na oder stopil, če nisi mal, se ne počutiš cool. Kako boš stopil na oder? Kaj boš ljudem? In verjemi, zdaj upam staviti, kar češ, da je Bob Dylan hujši narcis od Julija Iglesiasa. In da se 3-krat bolj ukvarja. Kako bo razcapan malo izgledal, kako bo boemsko, kako bo on sam oblek, gre v solari derjov, obleče toksido, cak in je narejen. Ta pa, a bo to tako izpadla, bo oni to tako gledali. Jaz sem opazil, da ta kvazi intelektualni narcisoizem je 3-krat hujši od unga na prvo žogo. Ne. Od iskrenosti. Od unga narcisoizma na prvo žogo. Nekdo pride, ne vem, en igralec bo tamle prišel s Ferrarijem, malo nabotoksiran, vse bo spedencan in zdaj vsi bomo rekli, kakšen samoljubljenec, ne. Tam bo pa prišel en igralec, profesorček, se to je v tem filmu s Penelope Cruz tako dobro narejen, ne morem se spomniti slova. Banderas. Je pa intelektualc, profesor igre v teatru, v jobčki zanika vse te nagrade, prezira vse to blišč. Na koncu pa vidne, da bi pa dušo dal, ne, za potrditev še bolj keun. Je ves našponan. Ne. In to jaz doživljam non-stop. Ta prikriti narcisoizem, ki kao naven, meni je vse, jaz delam musko zase. Meni je vse, kako zgledam, pa točen je bil pred špeglom. Kako bo zašlampal se, da bo to izpadlo, ok. Ja, 3-krat delj, kad nekdo, ki je sam, cak, neki. Ful dober point, ja, razumem, kaj hočeš povedati. Mogoče ta odprtost, iskrenost, da si, kar si in da ne upravičuješ tega, ne prikrivaš, ne prilagajaš. Ja, včasih se prav vprašaš, a ni ena punca, ki se tam neki z Louis Vuittonom, pa z ne vem čem, z nekimi neumnostmi kiti in je 100% o tem. Mogoče bolj iskrena, kad je ena, to prezira. Zelo razmišlja, ampak hoče dobro, ne, izpast, ampak zelo razmišlja, da nam zdaj to tako, da bo mu njim izpadla ta pametnim to. Kdo je zdaj klep lažnivc? A si vedno imel tako mnenje do te odprtosti, pa biti, kar si, ali se ti je to razvil čez leta? Mal pride veš, ko si malo bolj siguren vase, ampak prigarano samozavest mora biti, ne napupada. S prigarano samozavestjo mogoče lahko malo bolj legitimno kaj rečeš, kar misliš. In zanimivo je, da tudi vsaj pri meni ni problem reči, da nekaj v nečem nimam pojma, da sem v nečem slab. Ni problem svojih slabosti povedati, ne? Jaz mislim, da je to celo, če si ti sposoben svojo slabost takole, dati ven, da je to v bistvu moč. Ja, da si ranljiv, ne? Da imaš pogum za ranljivost. Ja, ampak ne, da se revčka delaš. Da ti mene nekaj vprašaš in boš neko besedo rekel, eno tujko, ki pa jaz slučajno nom vedel, ne? In zdaj bo naroden na tem pogovoru reči, da bom nekaj glumil. Jem rekel, kaj to pomeni, kaj ta beseda rekel? Brez problema, ne? Kje je problem? Ja, dober point, ja. To po moje, ja.
In jaz mislim, politiki, recimo, ki gledam, me zelo zabavajo te soočenja in te stvari. To je meni najboljši reality show. In prav vidim, kakšno moč bi lahko imel. Če bi en frajer tam bil od njih, pa bi rekel, kako te pa ta plan spela, a veste, da v tem pa na to se pa zdaj spoznam. Ne zgodi se nikoli to. Ja, ker to tretirajo kot šibkost. Ne? Ja, pa ni, pa kaj smo sami supermeni na svetu, a kaj zdaj to? Ja, jaz mislim, da bega ni. Nažalost morajo tako masko imeti gor, ne? Letno se je tako vzpostavila ta to je politika. Ne samo zavest. Ja. Samo to. Ta igra je taka, ne? Ti ljudem daš to, jaz prijem na oder, pa jim govorim, kako s Cototom, mojim najboljšim prijateljem, on pride, nareževa salamo, sir, spijo buteljko 2 in pol, ne vem, je tam lahko 5000 ljudi in jaz rečem, se malo pozna, pa se prijem za špeh, pa takole pokažem 6000 ljudem. Ja, pa kaj pol? Kje je problem? Ja, tukaj ni problema. So pa kakšne stvari, ki bi bilo težiti, po moje, povedati 6000 ljudem. Ali ne? Ali misliš, da si čisto odprt? Pa res mislim, da sem, no. Ja. Tudi to zmeri, jaz iskren povem, moj kompleks je, da nisem družine ustvaril do 50 leta. Da nisem doma ustvaril. In to me boli. In me mori me to, ne. Zakaj pa nisi? Zato, ker sem toliko let tega rock'n'rolla imel in je bil nek delirij imeti vse. Probati vse, doživeti vsak dan nekaj novega. Ne? A se ti je zdelo to preveč običajno, se pravi, družina preveč? Ne, pa enostavno to, ki je bilo dobro, ki je bil skozi hype. Skozi hype, ne. Veš, in zdaj, če bi rekel, da obžalujem to, tudi ne bom rekel, da obžalujem, zato ker mogoče zaradi tega, ker vse, kar sem doživel, danes odprem usta, eno pesem svojo, podam ljudem z neko drugo težo, kot če ne bi nič doživel. Vem jaz, kaj pojem. Ne? In brez teh stvari verjetno ne bi tako mogel zinterpretirati. Sem pa neizkušen, kaj bom jaz zdaj? A bom jaz zdaj pel enemu očetu z otroki, možu, skrbnemu človeku, bom jaz zdaj govoril o njegovem življenju, pa se pametnega deluje. To je pa arogantno, ne? To pa nom delu. Ki me scet pele v sekundi. Pa si mislil imeti družino od te točke naprej? Ali? Seveda, si to ful želim. Ampak se veš, to ne more biti projekt, to ni posel. Ne vem še. Žal, povej mi. Ja, ne, jaz ti ne moram nič povedati, nimam pojma. Ampak Deva dva govoriti o otrocih, ki jih nimamo. Ne, ampak žal mi je, ker pa vidim, opazovalcem pa dober, ne? To pa sem drugačne pesmi pisal. Žal mi je, ker vidim, da se veliko družin ali pa veliko vez, pa so tako kot firme, pa ne govorim o denarju, pa o materializmu, o odnosu, kako se splanirajo stvari, kako je. Recimo, jaz ne maram besede kompromisa, ne? In zmeri poslušam, v vezi mora biti kompromis. Ne, zakaj? Če ti nekoga ljubiš, itak narediš maksimum, da bo te osebi lepo, ker te to polni ta sreča. In to zame pol ni kompromis. Jaz to naredim, ker jaz to hočem. Kakšen je to kompromis? In že to, da mi nekdo reče, me zmoti, se pravi, ima doma DOO. To ni ljubezen. To ni strast, to ni hrepenenje, to je DOO. Pa tudi je treba servis, tako kot pa avto verjetno narediti na 100 kilometrov, pa to je treba to tako. A lahko pustimo absolutu, ali je to Bog ali karkoli. Lahko pustimo, da nam to čarovnijo da in da jo ne zjebemo s takimi stvarmi.
da jo ne zamažemo. To neko svetost tega, pa jaz nisem veren klasično, ampak ni treba, da je vse racionalizirano. Dajmo malo. Saj mi smo po moje narejeni tako, da bi možgani morali biti samo orodje srca. Mi smo pa to obrnili, da je bogi srček v službi možganov, ne? Kar pa je korporacija. Ne? To sva tudi prej govorila o tem ustvarjanju. Ne? Ne? Kaj pa ti pomeni ljubezen, tako kot beseda? Kako to razumeš? To je noro. Ampak z velikim lejem, mislim, ne to. Kaj ljubezen? To se sprašujem že v 400 pesmih, verjeten. In ne bi želel nikoli tudi vedeti, ker potem je točno to, kar sem prej rekel, potem bi se vse zgubili, vse čar. Kako hočemo vse vedeti, ljudje, to je noro. Sej ta znanost nam ogromno pomaga, res imamo življenje zaradi znanosti veliko lažje, predvsem zdravstvo, jaz mislim. Ne? Ampak si predstavljaš, kakšna frustracija je za vrhunskega znanstvenika, za vrhunskega strokovnjaka, ki z istim ali pa še večjim ognjem začne raziskavo, kad jaz začnem pisati pesem, z isto sestrjo, z istim zagonom. In on mora na koncu empirično nekaj dokazati. Meni nič ni treba dokazati. Kuharju ni treba nič dokazati. Ko se dva ljubita, ni treba nič dokazati. Je ali pa ni. On pa more dokazati. In če je smart, in seveda je smart, če je top motherfucker, ne, se tudi zaveda, da ne ve, kaj je absolutno vse in kaj je absolutno nič. Da to, kar je on empirično dokazal, je nekje na sredini. In če bi vedel, kaj je absolutno vse in nič, lahko to v trenutku pade vse v prah. Kakšna je to frustracija? In prav, ne zdi se mi pravično do teh ljudi, ki za nas toliko dobrega naredijo, da se jim ne more ta zadovoljstvo ponuditi, kot se enemu kuharju, meni, ki pišem pesem. Ker mi ni treba nič dokazati. Ful sem o tem razmišljal. Ampak verjetno obstajajo znanstveniki, ki tako dojemajo sebe pa svojo ustvarjalno delo, ne? Ja, zelo duhovno. Največje ideje so sigurno, tako kot otroček začne Lego kocke sestavljati. So čist otroško primarne ali pa abstraktne. Pa s tem silnim znanjem, ki ga ta človek ima, pa ta ekipa, ki z njim dela, oni to pripeljejo do konca, ne? Ampak prva pa mora biti poetska, če je znanost, ne? Iz kje misliš, da pride to, kar ti pišeš v pesmih, ali pa kako pride pesem do tebe? A jo ti ustvaraš, ali imaš nek tak, ker dostikrat sem slišal umetnike, pa jaz sem mogoče tudi v tem taboru, da vidim, zaznam, da ne pride iz mene to, da v bistvu mi, kar neke muze mi dajo dar. Ne, jaz mislim, da je to darilo. Ti priješ v neko stanje, kjer si zelo ranljiv, odprt, zelo odprt za vse, kar se zgodi. Lahko je to ena pesem v avtu, ki jo poslušaš, se voziš, ampak si v takem stanju, da jo daš 10krat in te kar pa popele nekam in je lahko stimulacija. Lahko je pogled enega drevesa, kako veter se igra z listi. Lahko je ena tvoja zgodba, ki mi jo boš enkrat povedal, kaj si doživel, pa bo meni začel. Lahko je sklop 2 besed, stara dobra. To pa super. Kva bi zdaj? Ne? Ampak se čutiš, da ti to narediš? Ta miks? Jaz ne bi rekel, da imam jaz tako moč, da bi iz nekje to čez sebe spravil, da pride od nekje. To se mi zdi skoraj, da bi bilo malo
pretenciozno reči. Mhm. Mogoče si ljudje res včasih dajemo malo preveliko težo. No. Zasluge, preveč zaslug. Da smo prevelika kapaciteta. Ne? Kaj pa to, kar si rekel, da nisi veren, ne? A nisi nikoli bil, nisi bil Sem vzgajan? klasično veren. No, se to danes noben ni skoraj. Jaz verjamem, da obstaja absolut, res verjamem. Zato, ker bolj, ker razmišljam, in zdaj sem se z enim mojim super prijateljem, ki je nevropatofiziolog, pogovarjal. In sem očistko, sem rekel, a veš, da meni se pa zdi, da je ustroj vesolja identičen ustroju živčevja. In se on zasmeji, prav. No, zdaj bi te moji kolegi verjetno poslali v Idrijo mal, ne, da pozdravijo, da te vprašajo, jaz ti pa povem, da je isto mislim, kot ti. Aha, si ne upa Kako, to v teh krogih kako je, izraziti. ne, ampak kako je ta univerzalna, mogoče resnica ali karkoli, se pravi, če jaz čutim in štekam, kaj je pri pesmi važen. In vedno je pesem, vedno je besedilo in melodija je kraljica. Tudi jaz sem lahko ne vem kako znan, pa jaz sem jo napisal. Jaz sem služabnik te pesmi. Jaz jo moram podati naprej ljudem in vsi v bendu. In čim jaz začutim, da nekdo hoče biti večji od bistva, vidim, da je ne samozavesten, neizkušen, da ima komplekse. Ne? In kad ti enkrat to materijo poznaš in jo razumeš, jo samo, jaz sem se zadnjič pogovarjal z enim strojnikom, ki je velik frajer, dela pogonske motorje za cel svet, izumlja tudi. Jaz sem se uro pa pol pogovarjal o strojništvu, jaz nimam v strojništvu, nimam pojma, ne vem nič. In ker sem samo prenesel vprašanje iz pesmi na njegovo. In njemu je bilo pa super, da ga nekdo sprašuje take stvari, nestrokovno bolj. In ga spodbudili, kar oči so se mu svetile, kako je to fajn. Ne? A veš, in če eno materijo poznaš, je pa tako vse enostavno. In to je zame ta absolut. A ne? Vse vprašanja so pomembnejše v času od odgovorov. Dobro vprašanje postaviti je mogoče celo težje, kot dober odgovor. A pa enkrat se spomnim, en kirurga so mi predstavili, ki je med prvimi pljuča pa nas presadil, frajer, mlad človek je bil. In sem rekel, vsa čas, sem rekel. In potem se malo začnemo pogovarjati, sem rekel, zdaj te bom pa jaz nekaj vprašal. Ti si vrhunski virtuoz, ker kirurg mora biti virtuoz. Ne? A si ti pomislil, ko si tam prestavljal pljuča, pa vse povezval nazaj, pa a si ti pomislil na cel telo, a si pomislil na dušo tega človeka? Ker on, celota je pesem. Pljuča so samo en element te pesmi. A si ti, ko si to delal, pomislil na to? In se zdrzne in rekel, a veš, da nisem. Ne? Se rekel, jaz sem občutek, da če si vrhunski, ali kirurg, ali doktor, kakršnokoli, da vedno je celota v glavi. Tudi, če si ti specialist za tamle dole eno stvar. Celota. In je rekel, a veš, da to pa nobenem niti na faksu ni rekel, ampak je res, je rekel. Bom ful o tem razmišljal, je rekel, ampak je tako. Seveda to ti misliš, kar rečeš absolut. Neka celota, kako vse vpliva na vse ostalo. Kako je v bistvu vse zelo podoben, verjeten. Aha, ok. Kako je vse isto. Iz mikronivoja na makronivo. Ja. Pa tudi povezani so te nivoje. Pa se tudi pomisli, se so te primarne funkcije človeške, odvajanje, prehranjevanje, razmnoževanje, ki so čist bazične. In iz teh stvari ti lahko paralele vlečeš na najbolj, ti lahko iz tega ne vem kako ornamentiraš misli, filozofije, modrosti, ampak na koncu od 5 pesem od začetka do konca je čist identično kot ljubice od začetka do konca. Ni sploh razlike. Časovno, upam, da je razlika. Časovno.
Odvisno, koliko je dolga pesem. Zdaj, če bi bila kakšna Wagnerjeva opera, čestitam mu, ker toliko časa zdrži. To je res, ja. To je res. No, kaj bo rekla ženska? Če si ti če si dobro začel se ljubiti in si slabo zaključil, ne? Bo rekla, ta je slab, tole. Ja. Če si slabo začel, pa si dobro zaključil, se lahko zgodi, da si še kdaj zaželi to. Frajer mora pa dobro začeti, pa dobro zaključiti. Ne? In isto je, kad ti začneš frazo, ali pa stavek, ali pa ti zdaj meni vprašanje, ki ga postaviš. Najprej, kako si ga začel, kako si ga zaključil, si bil suveren, ali kar neki. Ne? Ista resnica. Veš, kako iz ene bazične stvari lahko preneseš. A imaš kakšne prakse ti za tvoj odnos do tega absoluta, ali je to lahko pisanje pesmi? Jaz sem tudi zelo nenačitan. A boš še? Malo bom še. Meni je to čist kmečko logičen. A veš, jaz se ne bom zdaj rekel, da sem neki, kje, tudi premalo berem, pa sem pa radoveden. Vsako stvar opazujem in domišljija mi dela. Ja, se vidim, ja. Vse to je full fajn. Ja. Pa tako ne kompliciraš preveč. Ne. To je zelo, te rešuje po mojem. Ampak vse ornamentiranje misli, besed, muzike, kuhinje, ni rečen, da je plusa, ne? Včasih ima veliko večjo moč zelo prostaška beseda od ene izumetničenosti, ne? Ne? In zdaj, če si ti šel na kos mesa in ti bo vrhunski kuhar še naredil vse okoli, pa milijon makic, pa posušena una, pa to, pa z unga drevesa je unle grozdek. Mogoče pa on pozabil, da je kle meso bistvena stvar na tem krožniku. Kljub temu, da je vse vrhunsko okoli. Mogoče je zanemaril bistvo, zato ker je hotel biti virtuoz in ti pokazati, koliko je Jack, ne? Ne? Kaj pa tvoja partnerstva, ne? Kaj se je dogajalo? Verjamem, ja, si lahko po moje predstavljam, no, to je neki let, kar pa vsega tega, ne, ampak kaj misliš, da je dvajni? Jaz sem hecen tip. Okay. Ali je res ono norosti, ki bereš v knjigah tujih pevcev ali pa igralcev. Ampak kadar sem imel pa resno punco, pa res nikoli nisem prevaral. Pa ne zaradi sebe, ker bi se podaril to neko svetost, čistost. Ne? Hecen. In pol se ljudje me poznajo, kvejo, koliko je bilo vsega se je dogajalo. Tudi ženske mislijo, to je pa neresen človek, to je pa. Ne. Pa res ni tako, ne. Ne? Ne. Res ne. To pa vsi moji prijatelji vejo. Ampak ker razumeš jih, zakaj to mislijo, ne? Ja, ker tudi takrat, kadar pa nisem zaljubljen, ker je to sam bilo neki selušten med, tam je pa pač rock'n'roll, ne. Ampak, a veš, tudi razmetavati z besedami, jaz sem reči punci ali pa napisati danes je bolj to, ne, mislim nate. To ni zajebancija, ne. Napisati pogrešam te ni zajebancija. S tem se ne sme kar metati. Okoli, ne. In jaz to nikoli nisem delal. Vedno je bilo iskreno. Mislim, ne želiš prizadeti. Zdaj, če jaz nisem zaljubljen v žensko in imam z njo nek odnos, se malo ven hodaš, seveda nočeš ženske v nobenem primeru z ničemer prizadeti, ne. Ampak da bi pa zdaj jaz lagal, pa jo zavajal, zato da se bo njej neki mešal, da mi jaz rekel, joj, pogrešam te, jaz vidim naju dva. To se mi zdi pa nespoštljivo.
Kaj so pa največji izzivi, ki si jih imel v partnerstvu? Da se niso, a veš, prej si govoril malo o družini. To, da sem jaz tako kot do sebe in do svojih pesmi in do vsega preveč neizprosen tudi do čustvenosti, do pozornosti, do predanosti, hrepenenja. To si rekel, da pričakuješ od druge osebe. To je moja napaka. Se prav preveč pričakuješ. Ja, in sem tudi takoj prizadet, če ni čistko, ne. Ker mislim, da bi jaz naredil, ne. In to je največji izziv bil. To je še zdaj moj izziv. Ja. A misliš, da boš mogel, če boš hotel družino, spustiti kakšne dele sebe ali pa načina delovanja? Mogoče veš, tudi z leti pride. Jaz vidim, da zdaj tudi v muziki sem bolj umerjen. Na odru še zmeraj je totalna energija, ampak ni pa brezvezno špricanje energije, ki nič ne prinese, še slabše vse, ne. A če hočeš izsiliti v bistvu energijo. Neki zdaj. Pa jad čez, pa pol kontrole glasuni, pa si takoj utrujen, pa padeš, z leti malo znaš to dozirati, ne. In mogoče tudi v tem se bo kaj zgodilno premakniti. No, če nočeš o tem to govoriti. Ne, jaz nimam problema. Nimam problema. Veš, kaj sem ful zasledil, da dostakrat se omenja tvojo mamo. Ja, mamo imam jaz tokrat. Ja, malo o tem poveš. To je moja res. Ona bo zdaj 92 let. Wow. In taka energija, tak žar, taka ljubezen je v njej. Po drugi strani pa je sama nas spravila gor, a ne, ker moj oče bil pilot, ga ni bilo. Sama je vse uredila. Sploh ne vem, kako, kdaj je ona skuhala, to ni bilo niti pralnega stroja, to so plenice visele na roke, so jih prali. Kdaj je ona šla v trgovino, naslikala, kupci, nas, ni mi jasen. Pa še denar zaslužila zraven in vse. In zelo me tudi skrbi za njo, a ne, zdaj so to že ta leta in zelo so povezana, ampak ni ta moment, da nekdo komu ne da dihati ali pa to, delč od tega. Aha, med vama. Ja, delč od tega. Je pa tako, seveda, a ne, a veš, na začetku moje kariere je bilo vse, kar je meni ratalo, je zaradi mame, ki je bila pa slavna slikarka, a ne, je. In je to bilo res zajeban zame. Zelo, zelo, zelo. A iz te sence ali stalno te očitki, vsak uspeh, vse, ja, to je zato, ne. In zato si jaz tudi želim, če imam otroka, vesel bom, če je punčka ali fant, vse bom vesel. Ampak sam iz enega razloga si bolj punčko želim. Ker vem, da če bo fant, ker jaz sem pa še veliko bolj znan od moje mame, in če bi fant karkoli delal, če bo avtomehanik, če bo zdravnik karkoli, bo rekli, ja, foter je vse. In ta breme ne brede enemu mlademu fantu, ker se mi zdi, da mogoče do punce ne bi bili toliko neprizanesljivi. Ker vse moška energija je malo drugače, ne. No, ampak pa se je pa pač to obrnala, ne. Prej sem bil mlajši, so govorili, vi ste pa sin, ti si pa sin, se me niso vikali. Ti si pa sin od slikarke. No, zdaj se je pa obrnala, ne. Pa so začeli ne govoriti, vi ste pa mama od Jana Prsteljaka. Ja, fajn. A ti je bilo fajn ta... Ne, je bilo super, je bilo toliko vesela, ki je vedela, koliko je to zame zajeban. Rekla, ja, zdaj se pa to dogaja, vidiš, zdaj pa končno umerne. Kako pa si z očetom bil? Z očetom sem se jaz super štekal, ampak sem ga zelo malo videl, ker je bilo to, on je prišel enkrat na teden ali pa na 10 dni, to ni bilo tako, kot zdaj piloti, takrat so šli oni v Frankfurt, tam je bil hotel 2 dni, pa so leteli London, tam ni bilo tako, kot zdaj, ne. In v bistvu mi je žal, ker lih takrat ga mogoče ni bilo, a nek sem jaz bil teenager, a ne.
Polka si tam 16 do 25, mogoče tudi nekako ni zdaj on glavna faca tam. Ne? Pol se mi zdi po 25, je pa fajn, če bi se s fotorom lahko nek moment. Ampak on je umrl, ko sem bil jaz star 22 let. A te je kaj ta odnos, a ti je bilo kaj žal, da nisi teh stvari imel z njim? Seveda ti je žal, a ne? Se bi zdaj z njim se zezal. Tam je flaš odprla, pa bi se napila, pa bi se zezala. Ne? To bi bilo super, ne? Pa njemu bi se zelo fajn zdela, ne? Ker bi videl, koliko je lepih punc na koncertih, ker bi bil zelo ponosen. Ja, fajn. Mislim, to je, ja. Mislim, vse te primarna družina, pa to se mi zdi, da na vsakega od nas vpliva. Izjemno. Izjemno. Ampak pri tebi sem prav videl, da je velikrat mama omenjena v tvojih zgodbah. Povem, jaz zdaj še za nalaž to rad povem, ker lahko bi malo skrival, da malo, recimo, da ta se pri 50-ih to govorite, ampak jaz to nisem skrival že pri 35-ih, recimo, da popkovino mal. Zakaj? Zakaj, če je kle oseba, ki jo imam neskončno rad, od katere se še danes kaj naučim, ki mi še danes odpre glavo za marsikaj, a ne? Zakaj ne bi jaz ponosen bil in rekel, rad imam to svojo mamo najrajš? Kje je problem? In enkrat mi je rekla ena gospa, ki je bila 3-krat borzna posrednica leta v Ameriki, zelo premožni moji prijatelji. Stara 70 let takrat in je rekla, veš, Jan, vedno, ko greš s punco na dejt, vpraš malo tako, ne nasilno v očetu, samo malo tako, vrž malo kost, ne. Da malo vidiš energijo. In poglej, kako se jučki zasvetijo, ko govori o svojem očetu. Ker če se ji ne, bo imela velike težave tudi tebe ljubiti. Lahko te bo, ampak bo težave. Če se ji pa zasvetijo očki, je pa ta pot že odprta. Ne? In isto velja, ki je večno ta borba punc za mamam, ne? večno neka tekma brezvezna. Ne? Če imaš ti rad svojo mamo, ne boš nikoli ženske udaril, ne boš nikoli ponižval neki ali pa žalil zlo. Zdaj se už skregal, se tudi jaz sem že kdaj nadrl. Kaj? Se smode. Ampak ne do te meje neokusne. Ne? In tudi ta tekma je čist brezvezna. Jaz sem bil v vezi s punco, ki je oče par let starejši od mene, fejs dedec, lepotec. Jaz vem, da to njemu ni bilo najbolj ugodno. Ne? Ampak jaz sem njej takoj rekel, lej, tukaj ni tekme. Tvoj oče je prvi moški v tvojem življenju in vedno bo. In tukaj jaz niti za sekundo ne mislim tekmovati, ker je on prvi. Ampak to je stvar čist naravna meni. Am zdaj rekel, zakaj sploh ne bomo šla, mi dva sva bila pa zmed. Lej, mislim, dejra. Ja, zelo modro, ne? Ampak res je to. Ja. Ti v bistvu, ko si otrok, prvi odnos, ki ga imaš z vsakim spolom, je s svojimi starši. Ne? Normalno. In to ti determinira podzavestno vse odnose naprej. Ne? Sploh ne razumem te tekme. Resno ne. Zdi se mi celo odraz neke velike nesamozavesti. Ne? Kako ti je pa pomagal ta pozicija tvoje mame ali pa ne vem, to, kar je ona delala? Žal ne. Jaz se spomnim, ker sem prihajal, jaz bil toliko vesel, če bi. Jaz se spomnim, sem prihajal domov, pa neuspehi, pa čist zamorjen. Pa se spomnim, kako je rekla, Jan, toliko se matraš. Kaj bi jaz dala, da bi, jaz sploh ne poznam ljudi v muski. Kaj bi jaz dala, jaz ne vem, koga bi jaz lahko poklicala, da bi pomagal. Ni imela pojma. Edino eno protekcijo sem pa res dobil zaradi nje, na katero sem
Mislim, nisem jaz ponosen, vesel sem, da se je zgodil, ker nisem jaz klanač naredil. To, da je za pesem Pogrešal te bom, ki sem jo napisal ob smrti svojega očeta, sem si želel, da orkester zraven igra, no, je pa takrat res, Jože Privšek je bil fan moje mame, je tudi na naslovki njegovega albuma je prosil, če je lahko njena slika, ker je toliko oboževal njene slike. In je veliki Privšek takrat, se spomnim, dobila sva se v Kompas garaži, tamle v garažni hiši. Je rekel, no, veste kaj, tole bom pa naredil zaradi vaše mame, ker je toliko cenim, za vas naredil aranžma. No in to je edina stvar, ki se jo jaz dubu. Povezi. Ampak tudi, se pravim, tudi če ne bi se to zgodil, to je meni bolj toliko lepo, da imam tudi jaz eno pesem, ki je Privšek svojo dušo dal zraven. Kako pa gledaš na svoj uspeh, pa v povezavi s tem, katera komponenta je bolj pomembna bila, ta vztrajnost, pa trdo delo, ali sreča? Sreča v smislu, nekaj se ti zgodi in te malo potisne naprej, ker se mi zdi, da to je pa moje osebno mnenje, da zanemarjamo pomen sreče v življenju. In ameriško, pač po ameriški kulturi, dajemo preveč teže na trdo delo, vztrajnost. In ne vidimo milijona ljudi, ki jim ni uspel. Ampak jaz vam zato en pregovor je meni zelo veliko vodilo, eno glavnih v življenju, in mi je zanimivo, da zdaj ta vprašanje dal. Na srečo moraš biti pripravljen. Se pravi, najprej mimo vseh nas gre in jo sploh ne opazimo, velikrat vsi. Rečemo, da jih unih 5% krat, kakšna lepo besedo so zdaj, recimo jo opazimo. In zdaj od teh 5%, a se ti userješ, a takrat daš vse od sebe. Ampak, če daš vse od sebe, moraš biti pa pripravljen. Če pa nisi pripravljen, reče v Srbiji, prošla baka s kolačima. Ne? Tako da sreča je sigurno pomembna, sam če nisi pripravljen. Dobro, lahko se ti userje zadaneš na lotu, pa okej. Ampak tudi kaj boš spal? To so take male. Mislim, to je... Zdaj govorimo... To zanašati se ni dobro. Ne. Je pa treba res je biti. Tudi v slikarstvu, jaz sem se z mamo pogovarjal, kako je s trem potezam, zak neki ratal, ampak ni ratal. Je odzad 30-40 let enega garanja, da so te poteze te prepričale. Veš, zdaj mi je žal, da imam toliko slab glas, drugače bi ti zapel en primer, kako lahko enostavna stvar. Recimo, moj dober prijatelj Feri Lanšček, ki ga izjemno cenim kot pesnika in pisatelja, izjemno. Mi je rekel, veš, kjer tvoj verz mene najbolj fascinira, in me je ful presenetil. Je rekel, nekaj je v njej, nisem isti kakor prej, nekaj je v njej. Vse si povedal. In pa razmišljam v bistvu res, koliko nič minimal. In zdaj, ker ti to zapoješ, zdaj sem čist brez glasu, res po 2 koncertih, lahko zapoješ, nekaj je v njej, nisem isti kakor prej, nekaj je v njej. Ok? Lahko pa zapoješ, nekaj je v njej, nisem isti kakor prej, nekaj je v njej. Čist drugo stvar povedal. Pa nič nisi naredil bistveno. Ja, dal si energijo drugačno, pa... Ne? In doživel si že vse, probo si vse, pripravljen si in veš, kaj poješ. Zdaj, kaj sva v tem verzu govorila, a imaš kakšno najljubšo pesem, ki si jo napisal? Za nov album. Najmanj.
ljubo. Seveda, to so prve vse. Teh je pa Prve veliko. 2 albuma, 3, če ne bi bili. Ampak dobro. Najljubšo pesem, zdaj sem napisal eno pesem, ki mi je, ki sem, komorkoli sem mu jo zavrtel, ali moški, ženska, nisem še srečal človeka, ki ne bi jokati začel. Aha, je že posneta, si jo posnel že. Demo je. Drugač pa nekaj je takih stvari, ki me, tudi mene se vedno dotaknejo. Ena pesem je Lepa, je naslov, ki ni zdaj velik hit. Pustil ti bom sanje, tebe imam. V glavnem baladne stvari. Je pa seveda tudi vprašanje, ker pa prijaš ti, včeraj sem bil v Tržiču, 4000 ljudi, žur, srednjeva, tam pa, ki zapojem, sobo 102 spek, sem da ti imaš me rada in se ljudem je eksplozija, tam je pa mogoče tisti bolj všeč, ne? Seveda, ja. Ne? Bolj pop, pa bolj mainstream. A ti je šlo kdaj na živce te mainstream komade, tokrat že 5? Kje pa? Ne, ti je fajn, se zabavaš. Ja, seveda. A veš, kaj še občutek je, da ti 2 uri 20 od začetka do konca pojejo vse s tamo, mislim, in to tvoje pesmi. Mislim, to je, jaz bi rekel, no, se je prigaran, ampak to je sreča, no. Prigarana sreča. Ja, lepo, mislim, lepo je, da tako vidiš v bistvu svoje ustvarjanje, pa kako te izpolnjuje, no. To je ful lepo videti, se mi zdi. Ja, se je. Čeprav, a veš, zelo me tudi moti, kadar ljudje v poslanstvih govorijo. To se mi zdi tako prepotenten. Od zdravnika do umetnika, do kogarkoli, ki reče moje poslanstvo. Zato sem prišel sem, ne? Pa kdo si ti, pa kdo te pa kaj govoriš, ne? Edino poslanstvo je, da nadaljujemo vrsto, zato so nas pa res poslali, da nadaljujemo vrsto. Ja, narava nas je zato poslala. A je tako? Ja. To je lahko poslanstvo. A ostalo si pa sam skreiraš, ne? Sami smo si naredili neke žure in se počutimo v teh majhnih igrah kolikor toliko pomembni. Ja. In včasih in v večnem strahu, a smo še faci, a nismo, a smo še tam, a nismo. In ta igra je po moje že tisočletja laufa in tako je. In kaj? In zdaj misel, da pa ne vem kaj, zdaj sem pa jaz poslanden pesmi pisal. Bog moj, ne mi govoriti, no, ljudje imajo otroke v vrtce, vozijo, zjutraj vstanejo, tamle je gužva na cest, položnica ura, kje je klejan plestenjak? Pa te nehimo se zdaj. Je na radio, ne? Ja, je ali pa ni. Mislim, en drug bi bil verjetno, ne? Pa vsak misli, da zdaj bom pa jaz to naredil, zdaj bom pa videl. Pa kdo bo videl, pa kdo sti, kaj. Ja, verjetno se malo bolj počutiš, malo je lažje, ne? Če to verjameš, se ti ne zdi? Da vidiš sebe kot pomembnega. Kjeno. Brez veze. Sej veš, kje si, kaj si naredil v karieri, neki pa sama, ne? Sej sem toliko dvoran razprodal 30 let, kariere, hitov 28, sej to, se nam zdaj skromnega delu, to je nekaj, ne? Saj pa to tako nepomemben. A kdaj res začutiš to, koliko je to nepomemben? Ja. Pa mame te zanima malo bolj temačni dnevi. Ker rekel si, droge nisi nikoli probil, to si imel mogoče srečo, ne? Ampak vsem me zanima tako malo bolj temačni dnevi ali pa težki dnevi. A so prišli, pa zakaj? Veš, kjer so najtežji dnevi meni? Po najlepšem koncertu me šofer po noč pripelje domov, vstanem in je najlepše sonce, ki obstaja, najlepši dan in jaz sem poln lepega v večeri, zadovoljstva, zadoščenja in grem na sprehod in nimam s kom to deliti srečo. In to je zame najbolj zajeban moment. Pa zgleda brez veze, ne? Ne zgleda brez veze. Po mojem si razumel, kaj govoriš. Ta moment, ki bi moral biti najlepši.
Ne, ful hecen. Ampak sej prijatelje imaš pa tako, ne? Imam. Ampak ni takrat ali kako tega na voljo. Ali, Jaz mislim, primerno to deliti jaz z mislim, da tukaj niti ni dovolj, da si s prijateljem. Da tukaj mora biti oseba, ki si tudi intimen. Da v tem trenutku ni to prijatelj. Ne. A si osamljen iz tega vidika? Ja, v takih trenutkih, kadar je zelo lepo, kadar je lep vreme, kadar imam velik uspeh ali pa takrat se veš, pa se to tako mogoče klišejsko, ampak res je treba to srečo in to veselje deliti, drugače je res brez veze. Res je brez veze. Ja, mislim, jaz te itak spremljam tako, kot muzika. Ja. Nisem nikoli v bistvu nobenega intervjuja gledal, ker bi osebne stvari govoril, ampak si me kar presenetil, no, z pogovorom, ki smo ga imela. No. Ja. Tako, resno to mislim. No. Pa po 2 dvojnih viskih, a ne? To ne smejo govoriti, bo števcu stavili. Ne ostavijo, ja, vse. Ampak ne, res, hvala ti za vse, kar si delil. Imam pa na koncu vedno vprašanje, ki ga je prejšnji gost postavil. A res? Ja, in ti bi postavil tudi eno vprašanje za naslednjega gosta, ki ne veš, kdo bo. Jaz ti bom pa prvo podstavil. Se pravi, ni vedel, za koga vprašanje. Ne. Nikoli se ne ve, ker tudi to je zelo tako kaotično, ne vem, kdo pride. Tudi jaz sva se zelo na hitro zmenila. Ja. Moj gost je bil Vili Ravnjak, to je v bistvu gospod, ki poučuje zen budizem iz Maribora. In on je vprašal, če bi izvedel, da je to tvoj zadnji dan tvojega življenja, kaj bi počel? Po moje bi šel k bazičnim stvarem. Zelo dobro bi jedel, zelo dobro bi pil, rad bi se ljubil. In na koncu, če bi vedel, da je zadnji dan in da bo konc, verjetno na koncu bi se pa kakšnega res dobrega vina toliko napil, da bi mi bilo vse, da je konc in da samo spančkam lepo. Se pravi, baza. Ja, enostavno. Ja, fajn, lepo. Eno vprašanje za naslednjega gosta, pa gostjo. To je res težko. Ja, mislim, to je res ti... težko. Maja donca. Ampak, ti vidiš, da se je tvoj kuža zraven mene vlegel. Zraven mene se zmeri kužki vležejo. Tem je catch. Henim se pa ne, to sem opazil. Ja. Ampak ja, če ti to opaziš, ja, ne. Zmeri, lega. Kakšno vprašanje? Čjoj, se to boš rezal itak, verjetno. Ne bom. Ha? Ne morem, zdaj le to hitro. Kaj bova naredila, mi ga boš poslal? Res ne morem, zdaj le mi pa klikar ne dela, prosti. Ne, to se doskrat ni na člansk. Ja. Bova pol zrihtala. Ampak, mislim, tako, kot sem prej rekel, veselje mi je bilo. Ja, hvala tebi, super je bilo, res. Hvala ti, da si vzel čas. Vem, da nimaš ful časa, ampak da si to videl kot vredno. V bistvu imam čas, ampak se mi ne da. Ne. Ampak nisi pa hodil zjutraj. Ne, to pa ne. Zjutraj pa ni. Ker jaz ponovadi dopoldne snemam, ker sem bolj sveža. Ja. Ampak mi je bilo rečeno, da kasneje začenjaš dneve. Ne morem. Danes se dobim še z Jocom. Koliko je pa ura? Ura je pa 7:50.